Pozdravljeni! V preteklosti je bilo menjavanje voznikov sredi sezone v Formuli 1 prej pravilo kot izjema. Predvsem v tistih slabših ekipah, tistim s finančnimi težavami, so bili tako imenovani plačljivi vozniki, stalnica, nekako imeli so denarja za 2, 3, 4 dirke in prav toliko časa so ostali v ekipah. V medijih, predvsem današnjih medijih, je pa v teh dopustniških dneh nekako ciklično, da se pojavljajo zgodbe, kako bo prišlo do menjav, kako je prihaja do sporov, a marsikdaj se te zgodbe pokažejo kot le zgodbe, le kakšenkrat imajo v sebi zrno resnice. Kaj je potrebno, da se zamenja voznika v Formuli 1? Tako tehnično kot tudi skladno s pravilnikom bom pa na hitro skušal povedati v naslednjih minutah. Najprej. Za vsakega voznika je potrebno, da mu ekipa naredi po meri izdelan sedež. To pomeni, da mora voznik priti do sedeža ekipe, tam mu vzamejo odlitek njegovega telesa in po tem odlitku naredijo sedež. Potem mora še pomeriti samo šasijo, da vidi, ali mu je udobna, ali so na primer stopalke pravilno nameščene, kakšne so mere za te stopalke. Če kam njegovo telo drgne ob kak notranji del šasijem, spomnimo se na primer Davida Coultharda, kateri je vozil njegovega McLarena z zaščitniki za odbojko na kolenih. Na to je treba, da tudi nekaj ur v simulatorju, da se voznik sam nekako prilagodi na nov tip volana, kateri je specifičen za vsako ekipo. Namreč stikala, ki se lahko nahajajo na tem volanu, niso nekaj določena, ki morajo biti, in vsaka ekipa rahlo po svoje interpretira te postavitve. Lep primer je na primer ekipa Williams, katera ima ekran na šasiji in ne na volanu, tako kot večina ostalih. Na to je treba paziti tudi na tisti pravilnik, na pogodbe. Naprimer, jasno je vsakemu, da voznik mora imeti superlicenco, brez superlicence ni možno nič v današnji Formuli 1. Na to ne sme imeti drugih omejitev, naprimer, če je vozil za neko drugo ekipo, bil član neke druge ekipe, tudi samo kot testni voznik mora imeti od te ekipe dovoljenje, da se pridruži drugi. Ni samoumevno, da se dobi to dovoljenje, kajti spomnimo se samo Pascala Wehrleina, ta je bil do konca lanske sezone, do konca lanskega leta član ekipe Mercedes. Hotel je nastopiti na prvi dirki v sezoni 2018-19 Formule E, a ker je bil do 31.12. še član Mercedesa, mu ti niso dovolili, da bi nastopil na prvi dirki sezone Formule E, ki se začuda začne nekaj dni pred novim letom. Ni to prvič, da se je zgodilo in take prepovedi je treba upoštevati. Tu je še druga zanimivost, mogoče pride celo do spora med raznimi pokrovitelji. Naprimer, mnogi vozniki imajo osebne pokrovitelje in ti so lahko v nasprotju s tistimi pokrovitelji, ki jih ima ekipa. V starih časih se je to dogajalo predvsem s tobačnimi pokrovitelji. Voznik je imel enega, ekipa drugega in voznik je izgubil sedež, ker njegov osebni sponzor mu ni dovolil dirkati za ekipo, katerega glavni pokrovitelj je bil njegov nasprotnik. Na to so še omejitve v pravilniku, katere pravijo, da je ekipa v določeni sezoni ima lahko samo 4 različne voznike. Ukolikor se vsem tem določilom na hitro povedano zadosti, je menjava voznika možna. Seveda, kot ste razumeli, to ne gre od danes na jutri, zato so potrebne določene priprave in vsaj jaz osebno, dokler ne vidim tega, da je nekdo prišel v ekipo, da mu izdelajo sedež, ne verjamem vsem govoricam. V preteklosti smo videli ogromno menjav. Razlogi so bili seveda različni. Od tistih finančnih, katere sem že nakazal, do tragičnih, ko je prišlo do kakih poškodb, pa do čisto jasnih medčloveških sporov ali pomanjkanja rezultatov. Tudi vozniki niso bili v preteklosti takoj nadomeščeni z drugimi. Spomnimo se samo po tragični Imoli 1994. Tako Ayrton Senna kot Ronald Ratzenberger na naslednji dirki, veliki nagradi Monaka, nista bila nadomeščena. Po drugi strani imamo primer v Formuli 1, ko je en voznik nadomestil kar 2 in to v različnih ekipah in z različnimi tobačnimi pokrovitelji.
V sezoni 1999 je Mika Salo nadomestil tako Zonto pri ekipi BAR kot Michaela Schumacherja pri Ferrariju. Pač, dobili so dogovor, kot sem povedal, vsem tistim pogojem je bilo zadoščeno, tako da ni bilo težav. Nam bližje je bila sezona 2017, kjer smo videli kar ogromno menjav zaradi ogromno razlogov in lahko to sezono uporabimo kot nekak šolski primer, kaj vse se lahko zgodi med sezono, da pride do menjave voznika. Že prej omenjeni Pascal Wehrlein je bil poškodovan in za prvi dve dirki ga je nadomestil Antonio Giovinazzi. Nato med sezono za veliko nagrado Monaka je Jenson Button nadomestil Fernanda Alonsa, kateri se je poskušal na dirki za 500 milj Indianapolisa. Na veliki nagradi Madžarske se je Felipe Massa počutil slabo, bil je bolan in namesto njega je vskočil Di Resta. Di Resta je bil testni voznik za Williamsa, pri ekipi so imeli vse pripravljeno, sedež, pogodbo je imel že podpisano, bil je v strukturi ekipe, tako da je z lahkoto stopil na mesto obolelega Felipija v zadnjem trenutku direktno izza komentatorskega pulta. In glede na priprave, ki jih je imel, je odvozil odlično dirko. Pri Scuderii Toro Rosso smo pa v tisti sezoni videli ogromno rošad, kjer je prišlo več ali manj zaradi nestrinjanja njihovega direktorja Helmuta Marka z rezultati, ki so jih imeli vozniki. Začeli so s Carlosom Sainzom mlajšim, kateri je kasneje prestopil v Renault, in Danielom Kviatom, kateri je bil odpuščen, nato poklican nazaj za eno dirko in ponovno odpuščen. Tako smo dobili tudi Brendona Hartleya in Pierra Gaslyja, katera sta prišla na koncu sezone v to ekipo in nadaljevala v naslednji, a problem je bil v tem, da so z temi rošadami praktično kmalu presegli tisto maksimalno število voznikov, ki jih lahko nekdo ima v neki sezoni. Vsekakor pa mediji so radi zmerom na tekoče, zmerom govorijo novice, kakšenkrat jih tudi malce napihnejo. Zato kakšne menjave, ki naj bi se zgodile v zelo kratkem času, so malo verjetne. A kot se je govorilo že v sezoni 2017, je bila na primer menjava Palmerja nekako očitna, ni se vedelo samo kdaj. Tako da je treba vse te novice vzeti malo z rezervo tudi v sezoni 2019. Vsekakor pa so menjave voznikov zelo boleče, tako za ekipo kot voznika samega, in vsaka sprememba ni obvezno, da bo takoj pozitivna. Že sam prehod določenega voznika z enega tipa bolida na drugega je lahko težaven. Poglejmo samo, ko je pred začetkom sezone iz Red Bulla v Renault prestopil Daniel Ricciardo in še zdaj se še ni prav ujel z drugačnim bolidom, drugačnim stilom konstrukcije, kateri zahteva od njega drugačen stil vožnje. To moramo imeti tudi v mislih, ko pride do menjav voznikov med sezono, kajti ni tako enostavno se kar usesti v bolid in odpeljati fantastične rezultate, kot nekdo lahko pričakuje od nas. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.